pa vse bo drugače, ko bomo to predstavili širšemu občinstvu in upamo, da bodo tudi med njimi vaši gledalke, gledalci, poslušalci, poslušalke, pa seveda bralci, bralke Planinskega vestnika, dolgoletni zvesti naročniki in naše občinstvo. Zato si res želimo, igra uspe samo takrat, če jo imamo komu pokazati. In želimo si to torej 30. marca ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani to tudi narediti in se poveseliti vsemi vami ob naši 130-letnici. Drugače pa res delamo na polno vseeno, tudi Planinski vestnik se sam ne napiše, nedavno je izšel, torej nekaj dni nazaj, nova številka, 3. letošnja številka in prinaša tudi zelo zanimivo temo, branje o Jožetu Abramu ob njegovi 150-letnici rojstva. Bil je eden najplemenitejših ljudi, je v temi meseca uvodoma zapisala avtorica teme meseca Majda Debeljak. Jože Abram je bil sicer slabo poznan, a pomemben Slovenec, ki je zaznamoval svoj čas in predvsem med Primorci pustil globok pečat. Kot duhovnik je služboval v Trenti, hkrati pa je bil navdušen gornik, planinski pisatelj, pesnik, prevajalec in dramatik ter tudi narodni buditelj. Njegov krog ljudi so sodili tako takratni gorski vodniki, kot tudi dr. Julius Kogi, oboževalec naših Julijskih Alp s jalovcem na čelu. Potem pa sledita 2 pogovora. Prvi pogovor smo naredili z Ladislavom Žiraskom, velikim prijateljem Slovenije in ljubiteljem slovenskih gora. Drugi intervju pa je z Radekom Jarošem, češkim alpinistom. Je tudi edini Čeh, ki je naredil, se pa uspel in ima pod seboj, lahko rečemo, himalajsko krono, to je vseh 14 osemtisočakov, in krono sveta. To je vseh najvišjih vrhov sveta, se pravi krono sveta z najvišjimi vrhovi vseh 7 celin. Pišemo pa seveda tudi o drugih zanimivih stvareh, kot so spominski park na Šmarni gori, gremo po sledeh trolov, čarovnic in velikanov na Ferskih ali Očjih otokih, potepamo se po ravninah Črne gore, ne rečem narekovaju ravninah Črne gore, kajti vemo, da je Črna gora prepletena z dolinami, hribi, pobočji, gorami, vrhovi, tako da za ravnine je zelo malo prostora. Pišemo o zmagovalcih in vtisih z 19. festivala gorniškega filma, objavljamo potopis čudovitega jezera Como in njegove okolice. Seveda tudi mi smo se spraševali, ali je avtor srečal slavnega Georgea Clooneyja, ki ima tam svoje prebivališče oziroma vikend, pa bomo videli. Seveda preberite v Planinskem vestniku, kako se je to izšlo. Soočimo in skočimo zopet domače loge z Črnica na Menino planino, pišemo o 18. alpski konferenci v Sloveniji, pa o raznih doživetjih, o mini alpskem kraljestvu, mini alpskem parku, objavljamo komentar o tekaškem spektaklu in seveda ne manjkajo tudi redne rubrike, kot so Planinško kotiček, zopet za najmlajše, pa 2 stripa, tokrat o dr. Juliusu Kogiju in o Rožnovi koči. Zdravje, o tem, kako varne ali nevarne so copate v kočah. Pišemo tudi o literaturi in podajamo novosti iz planinske organizacije. In kam z nami na pot? Po sledeh nekdanjih zlatokopov se nam je zadnjič zagodel škrat in so vsi predlogi imeli isti zemljevid. Tokrat torej objavljamo pravilne. Tu so torej različno zahtevne turno-smučarske ture, gremo na Windischarte, na 3000 Zandkop, na Zandelkop,
in am Haarkreuz. Zelo smo se potrudili, seveda tudi z ostalimi objavami, predvsem pa nas veselijo fotografije, ki navdušuje tako vas kot nas in prinašajo lepote gora v domove naših bralcev, bralk. Tudi že sama naslovnica je čudovita, Veliki Draški vrh nad Krmo, avtorja Otona Naglosta. Slišati je, kot praviš, vedno se pri vas kaj zabavnega dogaja v uredništvu. Morda kakšna zanimivejša peripetija iz zadnjih let, recimo, ko ustvarjate, ko ste skupaj? Ja. Vedno zadnja leta naredimo tak dober, lahko rečemo, sestanek, ki je tudi družabni del. Del namenimo tekoči številki, del minuli številki, kaj je bilo dobrega, boljšega, kaj bi lahko bilo morda še boljše, ali se pogovorimo o dobrih mnenjih, ki prihajajo tudi v naše elektronske naslove. In seveda del, to je, lahko rečemo, strnjen del, potem pa namenimo del tudi družabnemu pogovoru, malo se poveselimo med seboj, poklepetamo, ideje damo na plan. Ni res tisti sestanek nikoli več tako strog sestanek in potem se poslovimo in gremo. Ne, kar s težkim srcem se poslavljamo, ker nam je tako lepo v družbi naših sourednikov in odgovornega urednika. Tako da res vsak mesec, ko imamo ta sestanek, se že prav veselimo. Imamo že za cahnjenje, bi lahko rekli, v koledarju. Ta dan je rezerviran, to popoldne je rezervirano za Planinski vestnik in se vedno radi podružimo. Podružimo se tudi na piknikih ob začetku planinskega poletja in potem za konec leta povabimo vse naše sodelavce na druženje, na kosilo, večerjo, nekam kot novoletno zabavo oziroma novoletno srečanje, kjer vsem rečemo hvala za tako lepo sodelovanje, delo. Drugače pa res, ja, izmenjamo se razne informacije, tudi se nasmejemo, vsak doživi svoje lepe trenutke, ali ki je na poti, morda v hribih, in z veseljem delimo to med seboj. Ravno, ko smo pa zdaj pripravljali to igro, za katero sta se še posebej potrudila Dušan Škodič in Marta Krejan Čokl, in moram reči, da vsake vaje res prinašajo toliko smeha. Nazadnje smo se še si rekli, tole moramo napisati in podati tudi samemu scenariju drugim ljudem, ki nas bodo prišli pogledat torej v nedeljo 30. marca. In vam povem, če bo vsaj toliko dobre volje in smeha, kot je bilo na vseh teh naših vajah, verjamem, da se bomo družili tudi po koncu same igre in res veseli in polni novih idej oziroma zagona šli v novo obdobje Planinskega vestnika. Zdenka Mihelič, vam vsem v vašem uredništvu, Planinskemu vestniku, iskrene čestitke, globok poklon za to kontinuiteto, bi rekli, 130 let in vsega, kar se je dogajalo v tem obdobju. Torej, uspešno delo še v naslednjih 130 letih. Hvala Boža vam in seveda vse dobro gledalkam, gledalcem, pa srečno, varen korak, kjerkoli se boste potepali v teh prelepih dneh. In se vidimo, res toplo vabljeni, 30. marca v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Do takrat pa seveda srečno!